vse pozdravljam in se vam zahvaljujem, da ste si vzeli čas, da ste prišli na našo tiskovno konferenco. Zadnje dneve je bilo dosti vprašanj na temo, kako bo delovala naša poslanska skupina. Zato je prav, da vam povemo, da smo včeraj v poslanski skupini sprejeli poslovnik o našem sodelovanju v poslanski skupini, znotraj katerega smo opredelili delovanje poslanske skupine same, hkrati pa tudi možnost za usklajevanje vsebin, ki se nanašajo na uresničevanje koalicijskega sporazuma in seveda usklajevanje skupnih interesov in nastopanja v državnem zboru pred mediji in v vsakdanji praksi našega skupnega dela. Mi smo znotraj tega poslovnika opredelili možnost, da sodelujemo v vladni koaliciji ali pa ne, glede na to, ali bomo povabljeni k sodelovanju ali ne, in seveda po poprejšnjih pogajanjih, v nobenem primeru pa naša poslanska skupina ni avtomatično tista, ki bo podpirala vladne odločitve, dokler se o tem ne bomo dogovorili skupaj, ali pa, kot smo se včeraj dogovorili, lahko tudi ločeno posamezni poslanci, če skupnega dogovora ne bi mogli sprijeti. Prav gotovo pa bomo zlahka poenotili naše poglede na posameznih vsebinah, ko gre denimo za izboljšanje volilnega sistema in tam zagotoviti večji vpliv volivcev. Zagotovo bomo podprli zakon, če bo ponovno vložen, o ločitvi županske in poslanske funkcije. Zagotovo bomo sami vložili, če ne bo v tem letu ponovno vložen zakon o obvezni delitvi dobička med delavce, vsaj v določenem obsegu ustvarjenega dobička, torej delodajalskih organizacij in firm. Zagotovo bomo poenotili zlahka naše poglede in stališča, pa tudi zahteve v smislu učinkovitejšega delovanja pravne države in sankcioniranja nepravilnosti, ki se dogajajo na področju dela, predvsem napram delavcem in podobne stvari. Tako da imamo številne skupne poglede tudi na delovanje koalicije. Pri tem ugotavljamo, da se koalicijski sporazum slabo uresničuje in če bomo povabljeni k sodelovanju v tej koaliciji, bomo prav gotovo zahtevali, da se na novo pogovorimo, kaj je od takrat v startu sprijetih zavez še ostalo neodprtega in kaj je sploh mogoče, glede na krizo, ki je hujša od pričakovane, sploh mogoče še uresničiti. So pa stvari, ki bi jih lahko uresničili, pa jih še nismo, in o tem bo prav gotovo tekla beseda, če bo taka želja strani koalicije izražena. Evo ga, toliko za začetek, zdaj pa lahko kolega povesta še kaj zraven, potem pa vprašanje. Izvoli, Andrej. Najlepši pozdrav vsem navzočim. Preko naša pogajanja so bila iskrena, odprta, odločna, rekel, pa spoštljiva en do drugega. In bi rekel, našli smo sintezo med dvema konceptoma pravzaprav poslovnika. Enega, ki bi ga lahko zreducirali izključno poslovnik, ki služi strokovno, administrativni, tehnični pomoči poslancem, to se pravi support, kjer smo pravzaprav vsak zase, imamo pa neke skupne službe, in pa ideji, da bi delovali tudi vsebinsko bolj povezano. In mislim, da je ravno plod teh naših odkritih pogovorov, rekel, bil, da smo našli skupni imenovalec in združili eno in drugo, oba ta dva motiva. Kot veste, poslanec sam v parlamentu nima podpore strokovne, tehnične, administrativne. In drugo, kar je že gospod Žnidaršič povedal, skupaj, če smo na nekem skupnem projektu, naprimer sprememba volilnega sistema, bomo sigurno glasnejši in močnejši, kot če to dela vsak za sebe. Ravno te vsebinske zadeve smo veliko o njih govorili. Gospod Žnidaršič jih je že naštel, jih ne bom ponavljal. Ne bom ponavljal besede gospoda Pezdirja, ki je rekel, Slovenija rabi
resetiranje, jaz bi bolj rekel, menjava operacijskega sistema. Ker če bomo samo resetirali, se bo ponovila zgodba. Sploh, če pri svojem delovanju levice, mi se nekako vsi trije umeščamo v širšo, bi rekel, socialdemokratsko opcijo. Tudi levica potrebuje, bi nam rekel, resetiranja, ampak predvsem moralne prenove. Ta tako imena levica, ki je danes na oblasti. Ne gre samo za, kot učeno rečejo, iskanje paradigem za sodobni čas, novih odgovorov, ki jih levica išče že nekaj desetletij. Ampak slovenska levica potrebuje moralno prenovo. Namesto okoriščenja poštenost. Dve vrednoti, ki manjkata danes, je poštenost in skromnost. Poštenost je žal zamenjala pridobitništvo okoriščenje. Vemo, kaj se dogaja z družbeno lastnino. Kaj se dogaja z našim pravnim redom, to je ta menjava operacijskega sistema. Mi rabimo drugačen pravni red v Sloveniji. Rabimo drugačen volilni zakon, ki bo odprl prostor za nove poglede, nove programe, nove ideje. Morda bomo del tega tudi mi trije zastopali v parlamentu. In skromnost, ta skromnost se danes kaže, bom rekel kar tako, pa bo kdo v LDS zameril, ko sem bil pred leti na enem, obšel sem njihov shod in videl tiste prestižne avtomobile, sem rekel, so to levičari, a so to ljudje, ki bojo skrbeli za delavski razred. Moralne prenove potrebujemo. Smo trije, če bomo delali skupaj, bomo močnejši. Seveda, vsak od nas ima pa močen jaz in osebnost in bomo delali torej ne tako, da se bomo en drugega podrejali, ampak da bomo iskali skupne programske točke in jih kot trojica, pa morda v prihodnosti še kdo, morda se bomo razširili, lažje uresničevali. Sem bil malo dolg, pa še kolega Vili. No, dokler nas ni več kot trije, ne smo lahko nekoliko daljši. Tudi z moje strani lep pozdrav. Jaz bi sam zelo v kratkem rad povedal, da po moji sodbi od novembra, ko smo se ustanovili in ko smo predstavili svoje poglede, pa do danes ni nobene bistvene razlike. Vmes je teklo nekaj časa, v katerem se je preverjalo, ali smo takratne zaveze, ki smo jih dajali, sposobni uresničiti. Takrat pa smo govorili o tem, da nas druži levo-sredinska usmeritev, da nas družijo temeljne zapisane zaveze iz koalicijskega sporazuma, ki smo ga tudi sami soustvarjali in so podpisovali na ta način, in da nas druži volja potem, da najdemo organizacijsko, strokovno in drugo pomoč znotraj parlamenta za lažje delo. Tudi danes je tako. Torej, mi smo vmes konstatirali, da imamo sorodna programska izhodišča, ugotovili, da nam je seveda potrebna pomoč, ki jo nudijo strokovni sodelavci, kajti naj omenim, v državni zbor pride letno nekaj 100 predlogov zakonov, ki jih je treba prebrati ali vsaj prelistati, da si lahko osnovno podobo o njih ustvarimo in glasujemo, in tega eden sam zagotovo ne zmore. Lažje gre, kadar se delo deli. In tretje, kar se mi zdi pomembno omeniti, je, da tudi v zvezi s sodelovanjem s potencialnimi koalicijskimi partnerji ni kakšne posebne razlike od novembrskih dni. Gre za to, da niti takrat nismo obljubljali nikomor, da bomo brezprizivno podpirali vse, kar bo prišlo na našo mizo, in tudi takrat se nismo zavezovali, da bomo zagotavljali 100% enotnost med nami tremi. Moramo pa imeti skupna izhodišča, ker funkcionirati tako, da bi nas združila samo, če poenostavim in parafraziram, tajnica, ne pa vsebina, bi bilo praktično nemogoče. Tisto, kar bi jaz dodal k temu, kar sta kolega povedala o vsebinah, ki nas združijo, je naslednje. Mi se vsi trije zavedamo, da socialne države ni mogoče braniti brez uspešnega gospodarstva. To je temelj
socialne države, gospodarstvo, ki bo drugačno, kot je danes, ki bo funkcioniralo z višjo dodano vrednostjo, ki bo omogočalo več zaposlitev in na ta način vse socialne pravice, ki iz tega izhajajo. In ker vemo, da si vsi ne uspejo zagotoviti vseh socialnih in drugih pravic, ki jim gredo z delom, pa niso sami krivi, bomo seveda zagovarjali tudi v bodoče princip solidarnosti. To je tudi ena izmed besed, ki sestavlja naše ime in sodimo, da je to ključna beseda. To pomeni tudi, da bomo razen tega, da bomo podpirali tisto, kar bo šlo v prid hitrejšemu razvoju gospodarstva, zaposlovanja in socialne države, zagovarjali tudi vse tisto, kar je treba zagovarjati v zvezi z varovanjem okolja in podnebnimi spremembami. Okolje samo se ne more braniti, torej morajo biti aktivne tudi posamične stranke ali poslanske skupine v državnem zboru, kajti vidimo, da na primer v primeru energetskega koncepta razvoja Slovenije imamo tako zelo različne poglede na to, kam naj Slovenija gre, da je potrebno tukaj zagotoviti ustrezno tako strokovno kot politično debato, ki bo stehtala, kaj je tisto, kar lahko ta državni zbor oziroma politika nasploh z vlado vred seveda podpira. Ali je dovolj, da zagotovimo za neko okolje socialne pravice, čeprav na škodo okolja in gospodarske neučinkovitosti, ali ne. In mi nismo na stališču, da je treba braniti za vsako ceno to, kar se je že pričelo razvijati, ampak menimo, da je treba to vrstne probleme ponovno odpreti, jih ovrednotiti in zagotoviti za ne podporo, če so podpore vredni. Torej, če strnem nekako, naša programska usmeritev je uspešno gospodarstvo, zagotavljanje solidarnosti in socialne pravičnosti, ob tem, da pri tem ne pozabljamo na okolje in podnebne spremembe. Morda k temu vsemu dodam še to, da bo eno pomembno poglavje našega skupnega delovanja in nastopnja tudi področje zdravstvene zakonodaje. Vemo, da je napovedana zdravstvena reforma. Znotraj te bomo, trdno sem prepričan, našli skupno soglasje okrog tega, da mora zakon, ki bo pred nami zagotavljati predvsem javni interes v korist državljanov, ki potrebujejo in lahko uresničujejo zdravstvene pravice samo tako, da ne bojo odvisne od njihovega materialnega položaja oziroma od njihove ekonomske moči. Pač pa, da bojo zdravstvene usluge zagotovljene vsem, ne oziraje se na njihov finančni oziroma materialni položaj, tako kot se to v državi, ki naj bi bila socialna in pravična, pričakuje. Evo ga, zdaj pa izvolite vprašanje. Najprej eno vprašanje, mogoče nisem dosti jasno razumela. V primeru, da poslanci dobite uradno povabilo v koalicijo, greste ali ne, vprašanje potem tudi posebej za gospoda Magajno, kako ste se odločili glede tega? Mi smo se včeraj dogovorili, da bomo glede tega poskušali doseči soglasje, v kakšnem obsegu in na kakšnih temeljih bi sodelovali z koalicijo. Vekolikor tega soglasja med nami tremi ne bi bilo, pa imamo pravico, da se ločeno pogovarjamo o sodelovanju kot pač posamezni poslanci, ali pa dva, ali eden, ali nihče. Na vsak način pa bomo najprej poskušali doseči soglasje o tem, kaj in na kakšen način se splača pogovarjati in za kakšno ceno. Ne mislim v smislu nekih koristi, pač pa na vsebino, katere so tiste vsebine, ki bi bile za nas odločilnega pomena, da bi pristali na sodelovanje do konca mandata. Sicer je pa mogoč razvoj dogodkov v vse smeri. Če soglasja ni, potem lahko postanemo tudi opozicijska poslanska skupina, seveda tam so spet dve možnosti, konstruktivna opozicija ali nenačelna, ampak o tem ni mogoče sklepati ta hip. Mi bomo počakali na povabilo za sodelovanje
z vladno koalicijo in od takrat naprej bojo stekli znotraj naše poslanske skupine razgovori in odločitev bo šele potem mogoča. Samo če lahko vskočim, a ste dobili že neformalno povabilo vsaj? Neformalno je bilo pred prazniki oziroma takoj po ustanovitvi poslanske skupine, ampak potem je prišel polno glasovanj o denimo malem delu, pokojninski zakonodaji, kjer smo imeli različne poglede in stališča, pa tudi glasovanja, tako da se pogovori niso niti, lahko rečem, prav začeli in računamo, da bo ta stvar morala steči na novo. A pa ta poslovnik pomeni, da vam omogoča, da bi se naprimer samo vi konkretno odločili podpisati naprimer sporazum o podpori koaliciji? Seveda, ta sporazum, če ne bomo dosegli soglasja, omogoča, da se vsak ločeno odloči, ali bo sodeloval ali ne. Lahko tudi kdaj in na katerih projektih bo in pri katerih ne. V primeru, da ne bo soglasja, je potem svoboda na streh taka, da lahko vsak po svoje odloči. Ampak to pa ne pomeni potem razpad vaše poslanske skupine? Seveda ne, ker imamo veliko skupnih stvari, ki jih pa bomo, kot vsi trije, z glasovi in seveda vsebinsko zagovarjali in branili in upamo tudi na ustrezen rezultat znotraj tega. Pa sem vas prav razumela, da še niste dorekli, pod katerimi pogoji ste pripravljeni? Sveda ne, se ni potrebno. Ko bo koalicija izrazila pripravljenost za sodelovanje z nami, se bomo mi vsedli in dogovorili, kako naprej. Če bi lahko samo še za gospoda Magajno, to isto vprašanje. Pri vas je bilo čutiti mogoče malo več oklevanja za sodelovanje ponovno v koaliciji, s kateri ste končni fazi odšli iz stranke SD. Pa me zanima, kako razmišljate? Ja, gledajte, zelo je odvisno tudi, kaj koalicija od nas, vladni kabinet, kaj od nas pravzaprav pričakuje, kar bi rekel v nekem smislu neko bianco podpis za naslednje 2 leti. To bo zelo težko, bi rekel v tem smislu, da bi zdaj nekaj dosegli in potem bili vezani 2 leti. Bliže, saj meni, je projektno sodelovanje, ne vem, neka reforma, nek paket zakonov ali en sam zakon in bi tu se pravzaprav področno pogovarjali. Tu bomo tudi lažje se potem uskladili, kot je že gospod Žnidaršič rekel, recimo zdaj bo aktualen zdravstveni zakon in bomo mi povedali svoje stališča, svoje izhodišča in bomo videli, ali lahko z vladnim kabinetom sklenemo dogovor o podpori. Tako da področno sodelovanje je možno tudi z moje strani, bilo vedno. Sam nekaj pred tem dodal. Mi vsi trije smo bili nekoč vladni poslanci in vsi trije smo odšli iz vladnih strank. Torej imamo neko skupno izkušnjo in svoje lastne prepričanje seveda, zakaj smo ta korak morali storiti, vendar bi rad povedal, da kakšnega popolnega razkola s koalicijo ni bilo. Mi smo vendarle korektno sodelovali in to lahko pač argumentiram z dejstvom, da smo pravzaprav vabljeni na skoraj vsa koalicijska usklajevanja, da imamo torej preden pride do formalnega procesiranja zakona v parlamentu povedati svoja stališča, kaj tudi tam terjati ali ne, tako da torej znotraj tega, za kar smo se zavezali ob sprejemu koalicijskega sporazuma, ob nastopu tega mandata, mi še zmeraj sodelujemo, čeprav neformalizirano. In ta formaliziran odnos s koalicijo tudi v bodoče, vsaj zame, ni nujen. No, sam bi k temu dodal lahko še to, da je recimo kolega Magajna v svoji poslanski skupini bivši zastopal stališča, ki včasih niso bila respektirana in slišana. Se pa midva strinjava z njimi. Denimo, ko je branil
rešitve v takrat ponujnem zakonu o zdravstveni dejavnosti, ki so zahtevale zagotavljati javni interes, takrat bi imel našo podporo in ko bo zdaj na novo odprta ta diskusija, bo imel našo podporo in bo zato močnejši, ker ni več tam. Ne? Bo imel 2 glasova na svoji strani več in lažje prodre. Tako da vsak izmed nas je v skupini 3 lahko močnejši, če bomo uskladili te poglede in seveda skušali najti skupne interese pri delovanju v državnem zboru, tako pri sodelovanju z vladno koalicijo, tako pri reševanju drugih vprašanj in bi rekel predlogov in glasovanje pri zakonih, kjer ni nujno, da ne bi podprli česa iz opozicije, če bomo smatrali za dobro, in povsem odklonilnega stališča do rešitev samo zato, ker so denimo opozicijske, z naše strani prav gotovo ne bo, ampak bi v takem primeru želeli podpreti tisto, kar sami mislimo, da je dobro. A pa je za vaju 2 smiseln podpis sporazuma, tudi če Desus ostane v koaliciji? Mi pri tem pogovarjanju o sodelovanju v koaliciji zagotovo ne razmišljamo v tej smeri, ali bojo oni, ali bomo mi. Ne. Mi, torej, če mene vprašate, sem prepričan, da je prav, da sodelujemo, kajti, če sodelujemo, lahko vplivamo na razvoj dogodkov in, da ne rečem, celo pogojujemo kakšno stvar, da se uresniči od tistega, kar smo se dogovorili, pa se ne uresničuje. Jaz dal sem par primerov. Denimo, midva sva dva pogajalca, takrat še za program Desusa, ki pa zato za naju 2 danes ni nič manj pomemben, kot je bil takrat. In še vedno stojiva na stališču, da bi se vsaj del tistega dogovora moral uresničiti. Mi smo takrat rekli, da bomo gradili poceni stanovanja za mlade, da bomo povečali število štipendij, nekaj na tem se je sicer naredilo, da bomo gradili več kapacitet za postelje v študentskih domovih, da bomo ustanovili urad za starejše, to sploh ni draga stvar, dalo bi se s prerazporeditvijo parih ljudi na istem ministrstvu zagotoviti delovanje tega urada, ki bi pokrival starejšo populacijo v državi, katere problemi se kopičijo in bojo postali, če se to ne bo posebej obravnavalo, neobvladljivi s časom. Dogovorili smo se, da bomo imeli varuha bolnikovih pravic, kjer stvari zelo škripljejo v zdravstvenem sistemu, kar zadeva položaj zavarovancev in tistih, ki potrebujejo zdravnika pogosto ali vsak dan, kar tudi ni draga stvar. Ne. Dogovorili smo se, da bomo zgradili vsako leto 2 domov za starejše iz državnih sredstev, zato da bo tam oskrbni dan pač bistveno cenejši, kot je v domovih, ki so zgrajeni z javnim zasebnim partnerstvom ali v zasebnih domovih, kjer so oskrbnine tudi do 100% dražje. In nič od tega se ni zgodilo. In to bi lahko bili nekateri pogoji za to, da se sploh pogovarjamo. Če ne bomo pač podpirali to, kar mislimo, da je dobro, in zavračali vse tisto, s čimer se ne strinjamo. Sam še nekaj na to isto vprašanje govorim. Leto dni približno nekaj več od tega, odkar sva midva bila deležna eksorcizma, izganjanja iz nekega okolja. Tako da bi bilo nama zelo tuje, ko bi midva pogojevala sodelovanje s koalicijo s tem, da bi kdo moral koalicijo zapustiti. To ni najna ambicija. Treba je pa, vsaj sam tako mislim, zelo jasno povedati, da sodelovanje s koalicijo pomeni sodelovanje s koalicijo, kakršna je. In sicer ne zaradi strank, ki so v njej, ampak zaradi skupnih vsebin. In če teh skupnih vsebin ni mogoče doseči, potem nikakršna koalicija za nas ni sprejemljiva. Torej, z ali brez Desusa, torej, če mi ne najdemo nekega skupnega jezika, ki bo zadeval program, ki bo zadeval vsebine, potem ni razloga, da bi podpisovali kakršenkoli sporazum, ker, to je pa treba posebej poudariti, ni najna ambicija, da bi dobila kakšne funkcije, zato ker bi sodelovala s koalicijo. Izvolite. Že pa pri naslednjem delom, gospod Redno odgovoril, sem isto vprašal, če boste zahtevali kakšno ministersko mesto in da je sodelovanje v koaliciji pred odgovorom. Zdaj pa zanima še kaj z vašo stranko. Ali boste vi s to poslansko skupino poskušali, pripeljati to vašo stranko DSDS, na nek način v parlament
in jo tudi promovirati do volitev. Torej, kar zadeva stranko, Demokratično stranko dela in solidarnosti, moram reči, da je v nekem smislu parlamentarna stranka, ker ima enega poslanca. Ne? Zagotovo pa ne mislim in ne bi bilo fair in pošteno do mojih kolegov, če bi izkoriščal poslansko skupino za promocijo te stranke, čeprav moram povedati, da kolega poslanca vidita v programu naše stranke povezano tudi z programom recimo krščanskih socialistov več ali manj skupne interese in skupno vsebino. Ne? Tako da tukaj nimamo razhajanj, ampak ker nismo vsi trije člani stranke, mislim, da je prav in korektno, da se to direktno v ta namen poslanske skupine ne uporablja. Kadar bom želel povedati kaj v smeri stališč stranke, nove stranke, takrat bom to posebej poudaril in ne bo povezano z odgovornostjo ali zavezo mojih dveh kolegov. Če lahko sam še to. Tako, kot veste, sem tudi predsednik krščanskih socialistov. Oba programa, ki smo jih primerjali, smo gotovi, so izredno podobna in tudi en razlog, da bomo lahko na mnogih vsebinskih stvarih delali drugače. Morda sem pozabil pri tej tako imenovani moralni prenovi levice še nekaj povedati. Solidarnost, to je tudi ime naše skupine. Poleg poštenosti, skromnosti, tudi solidarnost, ki je žal se sprevrgla v divji boj za uspeh, dorenistično pot, močnejši zmaguje. Temu treba ponuditi drugo vizijo, pomoč ljudem, pomoč tistim, ki ne zmorejo. In mogoče bo tista tako imenovana paradigma nove levice ravno na solidarizmu, neki družbeni ureditvi in solidarnosti. In če bomo na tej točkah delovali, bom zelo vesel, da bomo lahko kaj prispevali, čeprav samo trije. Izvolite. Vodja poslanske skupine sem sam, ta hip, kolega Andrej Magajna je moj namestnik. Je pa dogovor, da se lahko v času mandata, kolikor ga še ostane, vodenje tudi zamenja. In še stališče vaše poslanske skupine do predloga Računskega sodišča, predsedniku vlade naj nekako začne postopke za razrešitev ministra za finance? Torej, glede tega se mi nismo pogovarjali, moram povedati, da sem sam samo toliko informiran, kolikor sem snoči na TV videl, da naj bi nekaj takega bilo. Nimam pa nobenega papirja, podatka, da je to tako, kot je bilo predstavljeno. Ne? In lahko ta hip samo v svojem imenu rečem samo to, da zagovarjam stališče, da je potrebno odločitve in predloge Računskega sodišča spoštovati in imeti pri takih stvareh pač enak kriterij. Ne. To je načelno stališče moje, ampak ga nismo, takoj povem, da ga nismo usklajevali, o tem se nismo pogovarjali. Sam sem prepričan, da bi morali nek podatek trden papir v roke dobiti, ali po zahtevo Računskega sodišča, ali kakršenkoli predlog strani tistih, ki s podatki razpolagajo. Ta hip nimamo nič. Mogoče samo en komentar. Seveda, pravno državo je treba spoštovati. Bojim se pa vseeno, kljub temu eno pripombo, da ni to že tretji poskus menjava gospoda Križaniča. Mi vemo, da v vladi postoja konceptualne razhajanje med gospodom Gasparjem in gospodom Križaničem. Meni bi bilo osebno žal, če bi tega ministra ne bi bilo, ker smatram, da je socialdemokrat. Tudi z izvolitvijo viceguvernerke, včerajšnjo izvolitvijo, smo pravzaprav dobili kader, ki bo drugače gledal na usodo Nove Ljubljanske banke. V primeri s prejšnjim kandidatom, ki mu lahko rečemo pogojno Gasparjevem kandidatom in sedanje kandidatke. Ne bi se v teh pravne dileme, pravna država mora funkcionirati, vendar saj osebno bi želel, da bi gospod Križanič nadaljeval s svojim delom. Izvolite.
Ste tajnico že izbrali? Ne še. Ne. Če nima Glede tega moram povedati, ne, zelo odprto, da je glavni razlog, da nismo ekipirali naših sodelavcev v poslanski skupini, zato ker čakamo, da bomo dobili ustrezen prostor. Mi rabimo prostor, kjer bo vsaj 6 ljudi za mizo lahko sedelo na sestanku. Takega prostora ta hip ni na razpolago v Državnem zboru, tudi zato ne, ker je preveč preiskovalnih komisij, ki so zasedle nekatere prostore, ki bi jih lahko sicer dobila na razpolago poslanska skupina. Imam pa zagotovilo, da bo v najkrajšem možnem času, se pravi, prepričan sem v nekaj dneh, to rešeno z nekimi preselitvami znotraj, potem bomo pa hiteli z ekipiranjem naših sodelavcev, tako da bi lahko potem bili razbremenjeni administracije, pa lahko delali na vsebinah, kar zdaj ni bilo možno. To je temelj razlogov. Še kakšno vprašanje? Če ni, se vsem prisotnim lepo zahvaljujem. Nasvidenje. Nasvidenje.